Kaj bo pa danes za zajtrk? Wow, this is English breakfast. This is lunch too for today. Here we go. Oh la la. No, that's why you have it. That's a really odd shape. Mi da so tukaj vezana, sva končala z tem riggingom, z nosilcem. Da treba se to samo čistiti, jutri itak ideš cel dan napovedan, fajn, tako da bomo verjetno tudi jutri prala. Zdaj kar zadaj še barvam rob, ker ni tak precej lep. Sem potegnil zdaj, tako da bom imela okoli nikoli tak lep ozek črn rob, da bo malo lepši za izgled. Čakam še, da mi pridejo za Nine Wind, za Raymarine. Rabimo tisti delček gor s konektorjem, da ga zamenjamo, ker so slabi kontakti in potem ne dela, pa dela, pa ne dela. Tako da upam, da bomo to zrihtali. Druga zadeva pa je, tle ful plime pa vseke. Voda je bila zjutraj recimo skoraj do gor, zdaj je toliko le dol in sva nasela v mulj s kobilco. Tako da moramo prositi, da naj daje nekaj drugam, zdaj malo z novim antifouling, pa smo že v mulju noter namočena, tako da mi ni všeč. Da se tudi človek matra, pa blato zapele. Čakam pa zdaj še za Rainman, da nama prinese pokrov. Dala smo na servis Watermaker. Prvo vprašanje je, ne vem zakaj, po telefonu mi je rekel, da so zamenjali 3 tesnila od 4. Se pravi, če so 3 tesnila bili za nič od 4, se pravi, bo 4. mogoče čez en mesec za nič. Zakaj nisem mogel vse zamenjati? To ne moreš verjeti, saj jaz ne. Se pravi, bi zamenjali vse 4. Kot drugo pa je prinesel nazaj, primem pač to kovček, v katerem je motor, in je bil ta pokrov tako luknjo imelo, vse stopljeno. Pravim, kaj pa to? A to ni odprej? Sem rekel, ne. In je zdaj pač odnesel, je rekel, da bo naslednji dan prišel, zdaj je že en teden mim, zdaj me pa klical, da bo prinesel in da moram še 350 pač, 350, kaj imajo že tukaj, dolarjev plačati za pač to menjavo, servis. In zdaj čakam, kaj se bo zgodilo, ker upam, da niso samo za delali tolele luknjo, pa vse skupaj, kar so naredili, pobrusili, pa pobarali, ker ne želim, hočem novo. Ta Watermaker bo medva končava to pot prodala in hočem, da je pač novo, tako da bomo videli še, kaj bo ratalo z tega danes. Glavno, vsak dan je kaj. Tako da, za jutri je pa ful dež napovedan, pa veter od zunaj naj bil do 60 vozilo sunki, tako da bova kar v Marini počakala. Zdaj tele pripone sem malo našponal, sicer samo nisem še dal niti zatičal not. Zdaj je tukaj en rigger nekje, ga bom poklical, če bi prišel mogoče on naštelati, ražem pa sam. Ampak raj vidim, da bi nekdo drug, ki se s tem ukvarja, ki bolj zna kot jaz. To zdajle dol je en lažjih delov, težje je goriti. Ne vem, ali bom padel ali ne bom. Kad bi posnel, pa imam telefon, ne GoPro. Lahko pa ti primeš. Da pokažemo, kako se gre. Tako da stopiš na štrik in greš dol. Tako. Kar ti mene posne, se nič ne vi. Tako mat je ful dober. No daj, da vidimo, kako gre. In pa problem, ko je tukaj voda dol, 1,5 metra, smo pa skoraj špico, se pravi s premcem zademljamo že v dno, je samo 20 cm potem, ker imajo bolj tako smotano narejene tele pontone za doliti. Sicer malo elektriko vodo tukaj vse, ampak je malo smotano. Zdaj bom pa malo sem popustil ta štrik, da bo šla malo nazaj, če bo šla, in to je to.
Medva malo po tržnici hodila. Danes smo je ogromno. Sobota je. Sobota je. Dež pada, ampak tržnice pa polno. V bistvu so tudi dve tržnice skupaj. Ne? Ingvar moram biti. Sva šla malo v Lautoko, v shopping, bomo malo zapustila Fiji. Zdaj greva še meso kupiti, potem malo pa, kar večinoma sva nakupila. Litrska rozek je kar poln. Težava je v tem, ko pride tam ti kao pomagati, čeprav rečeš, da ne, trgovini pa zmečljajo noter. In zdaj sploh ne moram na hrtu imeti, ker imam same bunke, ker je vse zmetano noter, da moram nekje, zdaj ko bova čakala avtobus, da preložim, da si malo uredim. Natalija gre pa tale noter. Malo meso kupiti, nekaj malega bova nakupila samo. Cel džumbus je danes tukaj, zgleda, ker je sobota. Evo, zdaj smo tukaj zraven tržnice, tukaj je avtobusna, tako da mora zdaj čakati približno uro, dve. Avtobusi niso nič točni, ko pride, tako da sediš in čakaš. Ko so šla sem, sva čakala 1 uro pa pol. Takole imajo pa Indijci svoje slaščice, katero bomo tudi vzeli. Hello again. How are you? Good. Nice camera. Nice camera. Hello. Tukaj sem že vzela pri tem gospodu terale. So ful sladke, tako da bomo tudi danes probali še kakšno drugo varianto. Evo, za en fidžijski dolar mi bo pripravil nekaj sladkega. Tole. Thank you. Evo, vzela bom še kavo za Yasawa Islands. Yeah, 15. Good. Thank you. Yeah. Okay, set. Tako da zgleda. In tu damo udar po glavarju. Takole ima kavo in jaz med krpo mečkano, bi temu rekli, ko blato zgleda. Je pa tudi mečkano pojno. Evo, sem prinesla mu malo kave. To ni kava, to je. Ker ima pa tukaj stvari, ne moreva skupnoti. To bi res korenino namočil vodo. Ampak čutiš, da se ti malo mravljinčki delajo po usnicah? Ja, jaz čutim. Je pa ko blato barva, ne? Ne, vse tudi okus je tak. Kaj? Ja. Ne dela. Kabel je zelo. Naju je en jadralc si je avto najel, pa naju je peljal v ladji, kjer sva končno dobila Vanuatu currency, se pravi denar njihov. Tako da zdaj lahko odplujeva za par dni, potem pa se vrneva nazaj in zapustiva Fiji in greva na Vanuatu. Tole je Nadi, podobno je kot v Lautoki, polno nekih trgovinc, ulice. Mogoče tukaj celo malo več kot Lautoki, saj tako zgleda zaenkrat, no. Nimava pa časa veliko raziskovati. Midva sva končno izplula. Zdaj jadrnica je čista, kakor se le da.
Vesela sva, da je končno sonce posijalo, ko zjutraj spet dež padal. Zdaj se pa vreme malo popravilo. Uspelo nama je tudi dobiti vanuatske vanu se imenujejo, tako da ne bova imela težav s prijavo pa z vsem. Zdaj pa takole plujemo, jadrnica je čista, čiščena, en mesec jo je močilo, tako da je površina lepo ščiščena, včeraj smo jo kar tlačila, pralni prašek, tako da tudi ne drsi. Boki so malo popolirani, glavno se tako, ko mora biti, večinoma. Edino, kar mora še zrihtati, je zdaj ta vint, ki smo pa kupila, sem kupil kar ta mrežni kabel. Jaz rabim 5 žil, tle mislim, da jih je 8 v mrežnem, če se ne motim. Glavno več kot dost. In zdaj moram tu potegniti, se pravi, iz vrha jambora po jamboro dol do strehe, ker tam potem pa deluje inštrument. Tako da to je zdaj za te dni imam delo. Botrme, ker moram sprobati, ker je prišel servisa. In to je to. Ne vem, če je še kaj drugega. Imamo še kaj drugega? Zelenjavo nabaviti. Ok, tu se bo pa čez 3 dni vrnila, 4 nazaj v Marino, zdaj moramo tle narediti odjavo. In bova šla še zgodaj zjutraj v Lavtoko v mesto na tržnico po zelenjavo nabaviti. Zdaj naj jo Rus pelal v mesto Nadi, tako da so nakupila mleko, jajca, te večje zadeve, ker smo dali lahko v avto. Zelenjavo bo pa, ko prideva nazaj. $87 je treba plačati za check-out, za odjavo. Pa malo morava še goriva, zdaj imamo prazen tank, v kantah imamo sicer vse polno, tako da bova še malo goriva natočila. V Vanuatu je tudi dražje gorivo. Potem pa odideva, se pravi v petek je plan, da čez dan enkrat odidemo, magar popoldne. Se pravi, rajmo 4 dni, 5 do Vanuatu. Bomo videli, kakšno bo kaj vreme napovedano, upam, da bo ok, da bomo šli. Gledate še te 2 jadralca iz Južne Afrike, tako da bomo šli dejansko skupaj verjetno. Tam bomo šla malo planiti na vulkan, pa od otoka do otoka s krajšimi postanki, tako da 1-2 tedna maksimalno, če bova na Vanuatu, pa gremo naprej. Ker je pred nama še dolga pot, Vanuatu je drag, glavni cilj Vanuata je, da vidimo vulkan. Pa tudi kmalu se približuje sezona tajfunov in ciklonov, tako da en tajfun je že tam gor 4. kategorije pri Filipinih, tako da bo treba kar pohititi. Letos je malo bolj čudno vreme, očitno, ker se je ta El Niño začel in bo trajal še naslednjo leto, tako da moramo malo biti bolj pozorni, da naj kaj ne ujame. Drugače pa saj upava, da je jadrnica zdaj zrihtana, zamenjala sva olje, se pravi motor, filtre, se pravi nosilce, jambor. Vse edino, kar nama ni uspelo zamenjati, je, ker je nama predrago. Tukaj imamo še ananas, evo ti zdaj tole jeva. Telele stekla, ki jih imamo že, ki jih nama je Marina poslala, ampak zaenkrat je predrago, da jih dava tukaj zamenjati. Vsi hočejo par $100, okoli $500 samo za zamenjavo tega. Tako da bo enkrat kasneje, ko bo priložnost. Si zadovoljna? Greva malo okoli. Ja. Nakončno greva malo okoli, da bo videla še te malo otoke, pa da malo skočiva v vodo. Če verjamete, ali pa nekdaj smo se nazadnje kopala na Tongi, ko so šla v jamo. Pa še to je bilo samo en dan. Pred Tongo smo se kopala pa na francoski Polineziji. Tako da, čeprav smo v bistvu dejansko živiva na vodi, smo se kopala v 2 mesecih dvakrat, evo. Danes se pa spet električarje igram, da sem kupil ta mrežni kabel, sem ga preklopil. Samo vse skupaj narobe kaže številke in smer. Zdaj ne vem, mogoče ga je treba sem kalibrirati. Danes je res lep dan. Prav, da smo šla danes naprej, čeprav bo prišla malo pretemo na tale otok, kjer se bomo sidrala. Jutri pa se bova kopala, pa malo raziskovala. Zdaj pa čas, da še malo živava po več kot 1 mesecu na Fidžiju. Tako vint inštrument deluje. Zdaj sem preko tega kabla še enkrat priklopil. Deluje. Zdaj pa treba vse to na vrh jambora, pa kabel nov potegniti po jamboru noter. To bo malo težje.
bom se potrudil. Ker je fajn, da veva, koliko piha pa skje piha. Takole medva Sidrava, skoraj 18 metrov je globine. Natalija spušča sidro, pač bolj plitve vode tukaj ni za sidrati, tako da je kar globoko. No, tole je pač slovenski katamaran, tako da smo zdaj Slovenci tle malo premoči. Jutri bomo šla pa tukaj le not malo kopat se. Pustila bova skoraj vso verigo, ki jo imava. Sidriči drugač dovolj veliko sem. Drugač tamle zadaj imajo tudi boje, ampak so plačljive, tako da bova kar sidrala. Tole je tudi zanimiva jadrnica, evo kot dva jamboroma, kot surf deluje. Glavno zdaj greva tukaj noter v kanal, greva malo pogledati na top. Boš povedala, kam sva prišla? Musket Cove. Tako je, zdaj se bova pa tukaj le vezala, greva malo okoli pogledati, le kak Suzuki. Občutek je kar fajn, ki si končno vreme naredilo. Sonček. Ja. Zdaj je ful useka, potem pa tole že dejansko vse pod vodo, se tam le vidi. Čisto malo plaže, zdaj je pa velika. Zdaj se splača kupiti, ne prodati zemljo, ko bo pa plima pa kupiti. Bula. Tole pa je lepo. Lep resort. Čist mirno. Krasno. Jutra bova šla pa kar tlele v bazen in se lepo od nekam dam v senco. Recimo tukaj. Skočim tlele v vodo in to je to. Bula. Bula, Bula, Bula. how are you too? Fine, you? I'm better than before. Bula! First time in Rostov? Yeah, it's the first time. Welcome. Thank you very much. Thank you so much. Kakšne lepe hiške. Niso? Dobre. Ja. Pogled je ful lep, sončni zahod imaš tukaj, glih kar je bil. En kup plovil na sidru, na bojah. Zdaj pa greva nazaj. Danes nisva še nič jedla, spet ni bilo časa. Tako da evo ti, na sonce je zašlo, ne da pa bo zdaj nekaj na hitro jedla. Še ne vem kaj, veliki zbere nimava. Malo se sprehajava po otoku, potem pa bo šla malo še na bazenček. Ob 2 smo dogovorjeni, pride iz Južne Afrike ta jedravc, ki se ga njegova potapljati, on je pa Frej, bo pomagal Nataliji me dvigniti na jamr, tako da probam ti zvin zrihtati. Več pa takole imajo te hiške, je lepo, mirno, tukaj bi lahko človek bil nekaj časa. Lepo imajo. Je pa, cena je pa na noč 420 naprej evrov. Si se ustavila, pogledala, poslušala, lahko prečkaš. Samo ptice slišim. Ja, prečkaj hitro. Mislim, da tlele nimajo veliko prometa. Zaradi tega letališča jaz ne morem z dronom poleteti, tukaj da bi posnel. Bula, what is your room number? Timi. Timi. V glavnem zdaj sva rekla, da greva jesti, da se naj spustiti. Da greva lahko tle malo po resortu. Seveda ne greva jesti, ne. Malo pa pripravljeno na jadrnici, danes bomo jedla riž, piščanca pa zelenjavo. Tole pa fajn zgleda, ne, kaj pravite? Evo, sem imela bo šla raje v morje se kopati kot tale bazen. Za otroke pa dobro. Bula.
Zdaj greva pa še malo naprej, še en resort je. Potem pa se bo odločila, kje bova zasidrala malo, za kakšne pol urce, greva malo vodo. Natalija ima knjigo s sabo, ampak ne vem, če bo uspela kaj brati. Se mi več vidi. Kaj je rekla, da je za odrasle. Hotel je za odrasle. Kam greva? Senčko? Ajde. No, zdaj pa lahko rečeva, da končno uživava. Tudi kopala sva se že v morju danes. En telovat. Verjetno vidite, kje sem. Na najvišji točki, ki sem lahko na Jamboru. Takole izgleda sidrišče. V glavno, zdaj sem priključil nazaj tale vint. Potegnili smo en nov kabel, omrežni, sem ga priklopil direktno tukaj. Deluje, se pravi, da je nekje kabel v Jamboru prekinjen, lahko je star, lahko se, ne vem, v glavno ne deluje. Zdaj smo sprobali takole kar direkt v zone potegniti kabel, deluje. Zdaj pa bom probal potegniti, bom jih skupaj dal, povezal, pa potegnil po Jamboru dol, upam, da bo šlo. Takole izgleda pa sidrišče, sicer snemam s telefonom, malo se mi roka trese, guncam se, kar piha, ampak takole, kot vidite, plitvine, čeri, tudi treba paziti, kje se pluje, ampak so lepo vidne, tudi na kartah so kar dobro označene. Tukaj za nama je tudi pa še luknja, tukaj smo danes tavhala, zdaj pa tale kabel noter, upam, da bo šel. Danes sem mogel še enkrat gor, da sem še enkrat kabel potegnil, zdaj sem starnega, tisti kos, ki je bil uničen, vmes sem zrezal ven, pa sem ga skupaj dal. Upam, da bo zdaj delalo. Zdaj imamo vsaj z eno dviženco s to modro. Sem ga dol potegnil, ni naredno po kanalu tem, ki bi mogel iti, ampak kaj čem. Druge ni zdaj, saj toliko, da do doma pridemo, pa bomo pa že enkrat sneli Jamber, pa je treba na novo noter vse kable potegniti. Kot vidite, danes ful piha spet, tam 20 vozlov. Sicer smo tle so polno grebenov, tako da ni valov velikih, čeprav malo se delajo beli valovčki. Verjetno se pa tudi ne sliši, ker telefon zmanjša šume, tako da super se me saj sliši. Evo, Natalija čaka spodaj in bo zdaj spustila dol, upam, da mi ne pade kaj iz rok. Za nami je greben. Takole izgleda. Kar velik jadrnic, sidrišče polno, ampak ni problema. Zdaj pa grem dol, ker sem že nekaj časa tle na Jamboru in me že vse tišči. Nov dan, nova popravila. V glavno, zdaj sem bil na Jamboru, smo še enkrat potegnili nov kabel. Zdaj sem pa tukaj vse skupaj zvezal. Ne boste verjeli, deluje. Vint nama deluje. Kot vidite, piha 23 vozlov. Mislim, da bom mogel še malo kalibrirati s tole. Ampak drugače pa deluje. Dneva še ni konec in spet nove težave. Zdaj smo sprobala Rainman, ki smo ga imela na servisu, ki so dala tesnilo zamenjati kaj puščalo. Zdaj smo vžgala in evo voda. Spet pušča. 2 dni pred odhodom nama zdaj spet watermaker pušča. Zdaj se bomo pa tukaj zasidrala pri temu točku, ampak sem na hitro, ker imamo pol nazaj do zavetja, do toka 1-3 ure jadranja. Tukaj da greva tle malo not posnorklat, ker naj bi bile želve, white tip, šarki, morski psi, torej bo videla, če nam bo uspelo. Nimava časa, tako da bova sem spustila sidro, skočila v vodo, odplavava tiste pol ure, uro in odplujeva.
bova kar odšla tukaj, nekaj dol za videti, guncamo se, iha fajn, jeva nazaj proti Marini. Plujemo z dobrimi 6 vozli, 2 urce, pa pol, pa sva na cilju. Zdaj moram malo pogledati, kako je z ajlami, še malo naštelati. Tam je bilo še glavno jadro odprt. Zdaj moram spet ta watermaker nazaj, da ga pride iskati. Glavno za to malo vse, samo en dan časa še, predno odideva. Zdaj v petek malo že papirje urejene, da odideva. Ne vem, ali tudi nama to pojejo, ampak glede na to, da tudi odhajava danes. No, ene težave se še kar ne končajo, spet sva tukaj. Ob 3 smo bili dogovorjeni, da pridejo customs, jih ni, zdaj hoče, da ekstra plačava, sva rekla, da ne bova. Tako da zdaj morava čakati, ne vem koliko časa, rekli so, da bi jutri prišli, mislim prav, jaz ne vem, kot da mi tukaj problem piše. Skos imamo neke težave, pa to je neverjetno. Kako lahko drugi se enostavno odjavijo ali pa ne vem kaj. V glavno, zdaj se je Natalija kregala po telefonu in rekla, da meno sva že plačala ob 3, ker je bilo rečeno za ob 3 do 4, kao se normalno plača, potem pa je ekstra in da ne bova plačala in da itak je problem, ker zdaj bova mogla med rifi po temi plut ven, ampak sem naj pride, da gremo, ker imam dosti Fidžija, čeprav je lepo vse, ampak izkušnje malo pa zelo slabe, skozi je neki, jaz ne vem. V glavnem, njega so pripravljena, evo ti, Tim je pripravljen, zdaj bova tele počakala še na urco nekje, potem pa odideva. Zdaj imela celo čas, da nekaj skuhava pa jeva. Natalija je že imela zmrzeno, faširano omako bolognese, tako da bo zdaj se makarone skuhala, pa še za lazanjo bo, da bova imela saj. Medva odhajava, končno, tik pred mrakom. See you on Vanuatu. Friday? Friday? Friday. Okay. I hope so.